Sem Miha, prihajam iz Vipave, delam pa v Novi Gorici v ambulanti za zdravljenje bolezni odvisnosti kot terapevt. Nekaj let to ambulanto tudi vodim. V preteklem letu smo imeli 487 pacientov, od tega je bilo 161 pacientov, ki so prišli poiskati pomoč zaradi nekemične zasvojenosti. Največ od teh jih je bilo zaradi zasvojenosti z internetom, na to z gamblingom. Nekaj tudi zaradi zasvojenosti z glasbo. No, o tem bomo v nadaljevanju lahko kaj več povedali in mogoče bi omenil samo to. Če se včasih nahajamo v čakalnici, čakamo na pregled pri zdravniku, ali če dobimo obiske, pa imamo 2-3-letnega otroka, pa velikokrat vidim, da starši ponudimo mobitel, odpremo igrico, otrok veselo skoči v svet igric z mobitelom in potem je samo še korak, da ta mali strokovnjak postane tudi velik strokovnjak za igrice na računalniku in tako mu počasi kot starši odpiramo idejo in tudi prakso, da je mobitel, da je računalnik neka igračka, sprostitvena aktivnost, vendar je pa to mobitel in računalnik sredstvo, ki naj bi človeku pomagalo, da bi lažje delal, da bi se olajšal določene stvari v življenju. In ta dober pripomoček, orodje počasi postaja naš uničevalec. Ta igračka je tako spretna, tako zvita, da nevidno nekako vstopa v naša življenja in opažam v praksi to, da je skoraj da nemogoče odkriti zasvojenost. Šele ko je hudo, jo odkrijemo, preden pa odkrijemo, da je to zasvojenost, te težave, ki so zaradi zasvojenosti z računalnikom, mobitelom, prepišemo drugim aktivnostim in dejavnostim. In velikokrat v praksi živim, ko pridejo ljudje ne zaradi težav z internetom ali mobitelom, ko jim omenim možnost, da težave izvirajo zaradi zasvojenosti z računalnikom, da ga skupijo. To je pa nemogoče, tako kot je gospod povedal, značilno zasvojenega je, da vedno zanika zasvojenost in pa s vabim, da pridete k nam v ambulanto, veste? Mislim, da se vam še da pomagati. Dobro, toliko za začetek.